1. julija je Maribor ponovno dobil nočno dežurno zobozdravniško službo. Dober mesec pa pol je minilo od takrat in kakšni so pravzaprav rezultati? Ja, v tej nočni dežurni službi bilo veliko govora, namreč ukinjena je bila tam 96. leta, zaradi primerjav tudi z tujino, kjer smo pač strokovne utemeljitve dokazovali, oziroma ne mi, kajti pri nas nikoli ni bil problem v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca prekiniti dežurno zobozdravstveno službo. Vedno je bil še neki interes dežura, da so lahko timi, ki so dežurali, še neka dodatna finančna sredstva pridobili, vendar zaradi strokovnih utemeljitev, češ da zobobol se nikoli tako akutno ne pojavi, da bi bilo nujno potrebno ponoči priti rešiti te težave, zaradi tega, ker se tisti znaki pojavljajo že od leta do 3 leta prej na določene kemične, termične dražljaje in zato je bila v bistvu tudi nočna dežurna služba ukinjena, s tem, da nam je zavarovalnica takrat odobrila 45 ur za celo Slovenijo, na Maribor je prišlo 5 ur dežurne zobozdravstvene službe na dela prosti dan, vendar ne nočne. In ker je Ljubljana takrat z županjo Viko Potočnik sofinancirala občina dežurno nočno zobozdravstveno službo, so se te tendence pojavljale v Mariboru ves čas na občini, v mestnem svetu, kjer so bile različne želje, pritiski, dajmo uvesti zopet nočno dežurno službo, vendar mi sredstev za to nimamo priznanih od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in smo pač dali vedno na pobudo županov predračun v različnih variantah, oziroma na koliko ur bi dežurali ali celo noč ali določene ure, tako kot je zdaj bil sprejet ali sklep, da se dežura od 8 do 12 vsaki večer. Koliko ljudi prihaja? Ja, to je različno. Veste, v začetka po starih izkušnjah smo menili, da bi morala le biti celo noč dežurna služba. V Ljubljani jo imajo do 4 zjutraj, vendar na sestanku županov 12 občin ustanoviteljic je bil sprejet sklep, da se najcenejša varianta, in sicer od 8 do 12 upošteva, kajti financirajo 12 občin, proporcionalno svoj delež po številu prebivalcev in obisk je takšen pač, da je tisto doplačilo za otroke nič, za prebivalce teh občin je določena vsota, ostali morajo plačati več in recimo v mesecu juliju je bilo 251 pacientov v tej nočni dežurni službi, poprečno 8,1 na noč, v mesecu avgustu 142, poprečno 7,1 na noč. Skratka, vidimo, da kljub temu menim celo, da je vzrok tole doplačilo nočne dežurne službe, kajti recimo tisto dežurno službo na dela prosti dan, ki nam jo plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, konkretno v 2. avgusta dopoldne je bilo v 5 urah 40 pacientov. V primerjavi z nočno jih je skratka preko dneva več, tam ni doplačil. A je kaj posebnega, zaradi česa pridejo? So res to tisti najakutna bolečina ali je kaj drugega? Ja, mi smo delali statistiko, takrat, ko je bila ukinjena, ker smo hteli le, da bi ta služba tekla naprej in smo gledali statistične podatke, kakšna patologija se je pojavljala, kakšni primeri so nas obiskovali in smo videli, da v bistvu upravičena je bila le poškodba kakšnega otroka, kajti drugo so primeri, kot sem vam že prej povedal, ki se pojavljajo znaki dosti prej, tako da bi bilo možno obiskati svojega zobozdravnika v rednem delu, ne v nočni službi. Te bolečine, veste, so bile včasih, moram priznati, tudi namišljene, kajti če te nekdo vpraša, če dežurna služba dela, če delate in če je gneča, potem veste, da to ni akutni zobobol, ampak da je to bolj tisto, ko imaš čas, ko se odločiš po noči, da boš pač prišel. Koliko zobozdravnikov dežura? Trenutno jih dežura 33, kajti po zakonu lahko odklonijo nad 55 let matere, ki imajo pač otroke
tako da 33 jih dežura, ki so zaposleni v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, in z ozirom, da še nimamo nobenih problemov odklanja, nezadovoljstva, nismo še vključili zasebnih koncesionarjev, kar po zakonodaji tudi lahko. Pa je mogoče kakšna možnost, recimo z ozirom na to, da mora biti zobozdravnik tu 4 ure, da recimo, če ni pacientov, dela vmes še kaj drugega? Ne more. Zaradi tega, ker imamo ordinacijo pripravljeno samo za nujne posege. Se pravi, kakšne zalivke, protetične storitve ali takšno, to ne moremo delati. Niti ne smemo, niti nimamo možnosti z ozirom na potrošni material. Je bil to vaš prvi obisk v dežurni zobozdravstveni ordinaciji? V dežurni, ja, sem pa imela enkrat že isti primer tukaj, ker imam pač zobozdravnico v Prekmurju in je bila na dopustu enkrat po zimi in so mi z one strani pomagali, so me sprejeli prijazno. Kakšen je občutek priti k dežurnemu zobozdravniku? Malce sem se vprašala, kako bo, ker sem Prekmurka štajerskim državljan, sem v firmi v Ljubljani, ampak so bili zelo prijazni in je bilo okej, imam lepo izkušnjo. Se vam zdi dobro, da obstaja dežurna nočna služba? Vsekakor, ker kako bi zdaj šla v Mursko Soboto iskati, kdo jo zdaj zamenjuje, mojo zobozdravnico, in to vse bilo bi težko. Kaj bi torej svetovali ljudem, naj prihajajo v nočno službo, oziroma kaj narediti, da bi ne bilo toliko? Kot prvo, od rojstva, tako rekoč, mora imeti otrok zobozdravnika, kot mladostnik ima tudi zobozdravnika opredeljenega na mladinskem zobozdravstvu. Po 18. letu bi se naj vpisal k osebnemu zobozdravniku in če ga obiskuje enkrat na leto, včasih smo dejali, da 2-krat, če ima obisk pri zobozdravniku enkrat letno, potem menim, da dežurne zobozdravstvene nočne službe ne bi bilo potrebno imeti.